Tako, jaz vas lepo pozdravljam, v bistvu sem presenečen, res jaz sem mislil, da bo mogoče tale konc, zato smo dali tudi en filmček, ki ga bomo pogledali, in ga prijatelja sem prinesel s seboj, oziroma pripeljal s seboj, ki mi zelo veliko pomeni, pa ga bomo poj predstavili. Pa bi res danes se mečkrat takole malo ustavili, res, kot je župnik rekel, za sebe, za tebe. Bo to ni egoizem, to je ta ljubezen, ki jo nam malo manjka, da bi si malo prvošli, kako smo. Ej, a se vi radi še pocrtate tako? A se še radi pocrtate? Kdo je bolj crtljiv, ženske ali možakarji? A možakarji so bolj crtljivi? Sej, pa se vrne, a ne? Ja. Bom šel naprej, najprej bom omenil eno knjigo. Jaz nisem prav ne vem kakšen ljubitelj knjig, ampak tiste, ki pa preberem, pa prav moje ostanejo. Kot da bi bil tle eno knjižnico, pa kar vsaka knjiga se mi tako zapič v telo, in ena je John Henry Newman. A je kdo že slišal za njega? Zdaj v kratkem je postal cerkveni učitelj. On je napisal eno knjigo Živeti kot ljubljeni. Ja, če kdo, to je majčkena knjigca, to jaz preberem tako. Ja, in grede, no, svet pisem sem pa pozabil. No, ampak vse tako, ki ga dam tle v knjižnici. Mi je kupil moj sobrat, ma ne sobrat, Miklavž mi je kupil po sobratu, mi je prinesel eno knjigo, tisto Poseben si, a veste tisto, a je kdo že videl? Tudi to imam, gor na gor imam, no. To je taka slikanca, pa reče brat Jaro, veš, Miklavž pravi, Jožko, preber to knjigo. Ta knjiga je pa tako, take črke imam pa slikce, ja. No, in tisto knjigo sem prebral to 2 leti nazaj in je tako moja in ja, to Poseben si. Tole tudi govori tale John Henry Newman. Vsak človek živi 4 razsežnosti. In sicer, da je poklican, da je blagoslovljen, da je razlomljen in da je darovan. Vsi to živimo, vsi. Zdaj pa ta listek odložil, ker sem to mogel zapisati. Da si poklican, da si izbran, izvoljen. Ej, a ste že vi kdaj pomislili, kakšen čudež je, da sta bila ta ati pa ta mama, ta mami, da sta se skup dobila in da si prišel ven. A ste se kdaj to pomislili? Kakšen čudež je to? Pa da pri stvarjenju, pazi, pri stvarjenju, ki sta prišla skup jajčice pa semenčice, ne, zdaj nisem kakšen biolog pa medicinc, ampak mi je to tako po naravi, čist po ene pameti, zdravi logiki, ki sem kmet. Ja. Ej, tam noter, ker to skup pride, se barva oči določi, barva las določi, karakter, spol določi. Ja. Ej, to je Bog tako močno zamislil in lej prav lasje, ne, ki je rekel, lej, vsak las nam je poznan Bogu, očetu naš. Mi smo tako čudovito določeni, zdaj pa, a to sprejmeš ali pa ne. Zdaj pa moje vprašanje je, a si ti že sprejela sebe? A ste se že sprejeli? A se še kdo ni? Čas je že. Ja, res je čas. To je toliko naporno, če živiš nekaj, kar nisi. To je največja polomija. To je tudi tako, bolezen pride pa je lahko. Sprejmeš tako, kaj je. Meni je bilo tako lepo, ki je včeraj Luka rekel, jaz sem umetnik. A ste ga slišali? Vsem je rekel. Ampak on, ki je prišel k nam kapucinom, a veste, kaj je naredil? To stojalo za slikanje je rekel, Jožko, sežgi. Sem rekel, ne, sežgi, to je meni lepo. Ja, veste, kaj sem naredil? Spravil sem ga, skrov sem ga. Ja. In pa mu je zdaj prišlo prav, ker je po letih prepoznal, da je on slikar, on je to, kar je in človek začne živeti. Ja. Sprejmi to, kar je. Jaz tudi nisem dolg časa mogel sprejeti sebe, malo manj tak ime,
mami mi dala ime Joško, kaj, jaz vem zakaj in kako, se nismo nikoli pogovarjali, ampak ko pridem na kakšen veruk, pravijo učenci pa otroci, o, Joške so prišle, ne, a veš, jaz to že vse to že preslišam ali pa kaj takega, ampak to tako, se mi zdi preveč tako žensko, pa še 8. marca imam rojsten dan, ja. Pa še veste kdaj, še 73. leta sem bil rojen, ko so bile babce pjane, je mami rojevala, je prišel tisti doktor, tam jih je napodil, vse vam pa tam ene sestre pobral, ki so nekaj pucale, pa smo se rodili 3 v 20 minutah, ne. Ja, sam jaz sem imel eno nesrečo, da sem v tistem času prehitro se verjetno rojeval in sem hlastal po življenju in sem vodo popil porodno. No in ko sem se rodil, mami je rekla, je bil to najlepši jok, tisti, ko se zajokaš, ne znam več. No, ampak potem sem nehal jokati. Pa je pa zdravnik me prijel za noge, zajca, pa me je nesel pod pipo, pa pod mrzlo vodo, pa me je tepel in takrat, ko sem se drugič zajokal, pa sem začel pa Vorenk jokati, pa je, še danes se pozna to, takrat sem pa zaživel. Ja. In meni, mami, skozi vsak let mi to pripoveduje, vsak let, ja. Sem rekel, mami, daj že tih bod. Ja, meni narodno, veš, kot fanta, tam, ko sem bil najstnik, mi je bilo tako narodno, ona pa, joj, moj Joško, moja rožica, veš, in tudi, ja, ampak, kdo je rabo to rojstvo? Ona, ja. Jaz pa tudi, jaz sem pa posledica te ljubezni, ne, med atijem pa med mami, ne. In to je tako tak čudež in jaz sem se šele pri 22-23 letih zavedal, kakšen čudež je to, da sem jaz rojen, da zdaj živim. Pa sem začel pa še se učiti plavati, koliko 6 let nazaj, malo pred korono, sem šel v tečaj, jaz sem imel en ta strah vodo popiti. Jaz sem kar paničen ratal, verjetno to, ker sem jo takrat toliko popil, ne. In pa me je ta trener je rekel, pa kaj s tabo narobe? In pa sem mu kar naenkrat rekel, sem se tako odprl, pa sem mu rekel, ti poslušaj, veš kaj, jaz imam pa verjetno en prastrah, jaz sem bil majhen, sem vodo popil, pa sem se skoraj zadušil in tako naprej. No, jaz sem mu kar nekaj razlagal. Skratka, sprejemam te svoje omejitve. Druga stvar, sem levičar, ja. Ker sem bil rojen, so rekli, o, mati, sta grdo roko maha. Ja, za me je to ta grda roka in še zdaj ta grda roka. Ja, to je nekaj tudi v glavu. Nisem si jaz nič štel, ampak tako sem ustvarjen, ne. In ko sem šel, smo se pripravljali za šolo, tam za osnovno šolo, so rekli, Joško, pazi se, dajte, da pa preusmerili. Takrat so še preusmerjali, so roke takole malo prevezali, čez pa pisal z levo roko, zdaj pa še tepel. In jaz sem to skozi imel, kako do mene tepel tam po tej roki in jaz ne znam z desno nič. Ja, to je zame, a veste kako, no, bom povedal, ker sem postal duhovnik, leva roka je za mene še kar grda. Kako mi je z levo roko obhajal, ne? Jaz ne znam z desno roko obhajati. Jaz sem enkrat z desno roko obhajal, to je bil cel cirkus, jaz sem tako lovil usta, tako je bilo vse skupaj, vse, da smo ene štorkle. Jaz sem rekel, ne morem pa dolgi trajati, da veš, preden zadaneš usta, ne, z levo roko menkamot. Ja, in preden sem to sprejel, da sem pač levičar, da pač drugače razmišljam, da mi telo drugače funkcionira, spet napor, ja. Pa sem še dislektik, ja, to se pa vidi, da sem malo moten, ne, vidite, kako moram jaz kazati pa mahati, to pomeni, da imam motnjo branja. In če sem pod pritiskom, to vse sorte se jaz lahko zmišljujem, pa mi ni nič, ja, tako je, pride ven, kar pride. Ja. In ko smo bili v šoli, v osnovni šoli sem večkrat bral berilo in so se vsi smijali, tam so pokali, jaz sem bil pa ves moker, ker nisem vedel, zakaj se smejijo, ne. Ali pa, ker smo kakšne domače naloge delali, sem jaz imel skozi narobe, skozi sem bil len, neumen, površen, to sem skozi poslušal in to se zapeče v telo. Ja. In verjente, da sprejeti tako situacijo, da si to, kar si, da bi bil raj drugo,
je lažje, kot pa to, kar si. Ja. No in sem imel kar veliko težav, imam še zdaj težave, če kdo kaj me tako malo užali ali pa če pride do kakšne take nezmožnosti, da ne znam nekaj, se kar začnem zapirati pa rečem, Joško, kje budalo si, ne. Ja, to je ta samouničenje, to je zelo težko, no. Ampak sprejemam vedno bolj in vidim, da tudi okrog mene so ljudje boljše, tako da evo, sem to, kar sem, tudi ti počas, upam, da boš od danes naprej, če še bod to, kar si. Ja. Brez veze je biti to, kar nisi. To je tudi neumno. Ja, to je traparija. Druga stvar, smo blagoslovljeni. Ja, Bog nas je izbral, blagoslovil. A vi koga blagoslavljate? Takole, ko greste kam ali pa, ko gredo kam, a jih blagoslavljate že kaj? A jih že kaj blagoslavljate? Jih že kaj blagoslavljate? Svoje otroke? A je komu narodno blagoslavljati? Ali pa še blagoslov sprejeti? Jaz sem bil tudi to isto. Veste, mi smo na kmetiji, to ni bilo nekako, mi smo trdo živeli, tako bohen, vse veste, vse smo nekaj podobnega, tam čez hrib smo. Ja. Mi smo mogli delati, ni bilo tistega, ki je bilo težko, jaz se spomnim, ker sem bil malo tako, mi je bilo težko, pa sem rekel Atiju, pa sem bil tak mulj 8-9 let star, recimo, sem rekel, Ati, daj me gor, ne. Daj me malo po crklej, jaz sem res crklančka. Pa je pa prav, mama ta stara, ne ga gor dati, ga boš crkal, pa ne obrni z njega. Ja. Ali pa, ker mi je bilo težko, sem zajokal, pa je mama spet, mama je bila strašno pobožna, se sem že večkrat povedal, kaj je v njej. Ja, mama je pa prav, ti, pa boš taba, ti smera naša, kjer te pa vota, skozi jokaš, skozi vekaš, mi rečemo. Ja. No, skratka, skozi je bilo nekaj narobe, ampak potem sem se pa zaprl, pa malo odmaknil od ljudi in nisem si dovolil, da mi kdo šari po meni. In ko je mama prišla, to je pa res zanimivo, takole od Maše, ona je pa strašno pobožna. Ja. Sej pa na koncu se je super, vse je šlo in vem, da je pri Bogecu. Je prišla takole od Maše, je župnik rekel na koncu, dej neste blagoslova, posebej tiste pokrižejo, ki ne hodijo k Maš. Ne? No in ona že vride skozi vrata, jaz se tam 11 prevlečem z posle, ker rad spim, ja, pa ona že z roko, da me bo križala, a veš, jaz pa nazaj. A veš, pa sem mi rekel, mama, sem točno vedel, ko sva imela to že, mama, pust me pri mir. Ja, je župnik rekel, da te pokrižam. Sem rekel, pej ti z Bogom nekam. Ja, prav to, prav grdo, prav Boga sem odrinil preč, ne. Kaj pravite, a me je mama kdaj pokrižala, pa je? Ker ji nisem pustil. Jaz sem precej trmast. Ja. Res me ni, pa sem ji vesel, da ni za mano rinila, ker je bila tudi taka bolj kajstna, ampak če me je pokrižala, jaz ne vem, če bi tisto znal sprejeti, ker to ni bilo po moji volji, tisti, notranji. Ampak veste, sem vesel, da me ni, kaj se je pa zgodilo, to sem pa poje premišljal večkrat, ampak sem pa pogrešal ta križek. Ja, to je pa nekaj čudnega, a veš, upiraš se pa pogrešaš, a zastopite to? Jaz tega ne zastopam. Ja, veš, upiraš se pa rad bi imel. In potem se spomnim, ki je bila pa Nova Maša, to je bil pa prvi tak blagoslov, star sem bil, 2007 je bila Maša, Nova Maša, jaz sem pa 73, 34 let sem bil star. Takrat poklekneš takole pred duri, pati pa mami. To lahko narediš na skrivnem. Ja, to lahko umakneš to, da noben ne vidi. Ja. Ati pa hotel, da vsi vidijo.
sem rekel, Bog, kako boš ti meni pokrižal, ker meni kot še nisem. Sam sem se tako mislil, veš. Ja. No, pa je pa tako bratje so bili, pa so vaščani tam v Jerek, so prišli, kar precej ljudi bilo, ampak jaz sem pokleknil tako na duri. Zdaj mi bo malo tako, malo mi neroden, ampak je tako lepo. Pokleknem pred duri, pa ati začne, koliko je ponosen, pa koliko me ima rad, v tem smislu, da sem se odločil za to, pa da ne grem v svet. Oba dva so kava, ja. Mami pa taka herojka pa pravi, sine moj, pejt korajžo naprej. Veš, ona pa... To je bil moj najlepši blagoslov in od takrat naprej jaz čutim, da je eno tako moč, eno tako pomiritev sam s seboj. Pri nas je alkohol bil, ati tudi zaradi tega umrl, 2009 je preveč bilo tega, mami pa je nehala. Jaz nikoli nisem bil zadovoljen, jaz bi moje starše zamenjal, evo, če se le dalo nekje. Ja. Pa tudi, če sta tam bila tiste dva, ki sta se srečala, pa barvo las, pa vse takrat, ampak jaz bi to zamenjal. Ampak zdaj vidim, kako je prav vse skupaj, ne. Ja. In da sem dobil ta blagoslov lih v ta pravem trenutku. In mi dajo tako moč in mi daje tako moč, da v bistvu takole, ki se postavim, jaz tole ne bi bil zmožen, ker sem prišel pa za Novo Mašo, veste, je bila tudi polna cerkev tam v sredi nas, pa me je tale moj stric, ta mal stric se je mal prvošil me, pa je rekel, o, ti Joško, pred 15 leti si bil tak revež, veliko si bil pijen, veliko si bil na motorju, babe spreganjal, ni ene ovčke ti ne bi zaupal, da bi jo pasil pa varoval, lej, koliko nas je pa danes. Ja, koliko se nas je pa danes zaupalo tebi, ne. Tako me je mal razkrinkal, vse nič ni novega povedal, ampak v bistvu to je moč blagoslava. Da nekdo, ki je čist, lej, lahko živi, ja. In jaz tako prvošem včasih nekomu, da bi se vsi malo izmenjali, da bi bili na mojem mestu kot duhovniki, ne, vsaj za kakšen čas, da bi videli, koliko ste vi lepi. Ja, kje smo? To. Tretja stvar, razlomljen. Vsak od nas je razlomljen. To pomeni, se ti po nesreč, se v bistvu zgodi, da te prelomijo, da ne moreš več. Vsak od nas ima take trenutke. Vsak od nas. Tudi to so zelo sveti trenutki lahko. Vsak ima svojo pot enega sprejemanja tega trenutka, zanikanja, karkoli. Vsak ima svoje. Ja. No in tukaj vsi gremo tle čez. Zdaj pa imaš dve možnosti. Ali obupaš, ali pa še bolj zažviš. Ja. A se strinjate? Kaj je težko? Ali boš obupal, ali se boš vrgel nekam, ali pa boš šel, dej, to star, dej nekaj nared. Ja. No, sam imam tudi to izkušnjo, bilo je ena huda misel, pa tudi en tak poseg samomora, ker pač nisem več nobenega smisla videl v tistem, kar sem. Star sem bil 19 let. To je bil zame najtežji trenutek življenja, ker v bistvu sem se sesul, ker sem pretepal atje pa mami. Toliko sem zmogel, nisem znal takrat drugač, sam sem bil tudi bogi in potem sem si hotel vzeti življenje, ampak hvala Bogu nimam toliko jajc in sem se pa zatekel pod križ. Šel sem na pokopališče Mold k prednikom mojim, to je bila ponoč ura, sem jokal, prosil odpuščanje. To je bil najtežji trenutek za mene, ampak najbolj svet, ker v bistvu takrat sem bil pa najbolj bogi. Toliko bogi pa še nisem nikoli bil. Ja. Nisem si mogel več pomagati in sem samo klical na pomoč Boga, da me reši. Nisem znal drugače.
Pa sem vesel, da sem v bistvu tja šel, ker lahko bi šel tudi kam drugam, ker sem bil res navajen teh diskačev, pa se napiti, ampak tokrat pa nisem šel, sem šel na pokopališče in je še zdaj rad hodim na pokopališče in to po noč. Še zdaj meni to tako en tak svet prostor, zato sem vesel, da bomo šli tudi mi skup. Ja, to. Ampak takrat se je zgodilo nekaj, da sem se jaz sesul sam v sebi in sem začel malo drugače živeti. Pa so bile pa še ene sanje, ker smo bili, so povezane z enim dogodkom v diskaču, da pa malo na uro pogledal. Čist je podivjala. Ja. Utrip mi je narastel, podivja. No in je v diskaču, smo bili to, pa žuramo, pa tako naprej, pa tam pa me Grega, moj prijatelj, pravi, Joško, kako se imamo fajn, smo pijan, super muska, babe, lej, koliko jih imamo in tako naprej. In jaz sem mu rekel, a res? Ja, a res? To vprašanje, a res? Ne vem, odkot sem ga dobil in to vprašanje me je tako ustavilo, da v bistvu sem šel sanjati, pa sem je na sanje in sem sanjal, kako sem umrl. Ja. In me hodijo kropiti domov. In to so me kropili tako, moj Bog, kakšno je to bilo. Ta prvi sosedi, dober, da je crknil, sej tako ni nič z njega, a veš, vse bi celo domačijo bi tako je bilo. Pa ene 4 ženske sem res v življenju zelo, zelo grdo, tiste so prišle prek let. Ne smem več tukaj Jezus tlele. Ja, če drugače ne bo nič novega slišal. Ja. Ampak tako, veš, in jaz se zbudim v tistem preklinjanju mene, se zbudim in sem rekel, ne, to ni res, to ni res. In jaz sem takrat, pa to je bilo 21 let, sem bil pa star, se spomnim, ko sem začel čist, sem rekel, ne bom več tako živ, ne bom več tako živ, ne bom več pil, ne bom več kadil. Ja. In to je bila res ena taka stiska, da sem prišel pa nazaj v tiste lokale, ki smo bili, pa moje prijatelji, sem naročil sok in vsi so kar obstrmeli, ker sem jaz naročil sok. Ga da ne točijo, ne, a veš. No in pa sem začel tist pit, pa sem zgubljal družbo, ampak pa tudi, veš, kaj je pri moških zanimivo, to sem takrat opazil, da je možakarjem strašno narodno imeti proste roke. Zato si pa je daš v eno roko piro, eno pa cigaret. A ste to že videli kdaj? Strašno je to narodno biti brez kaj, da držiš, ne. V diskaču smo tudi hitro zaposlili, pa si bil s punco, pa si jo tako malo štelal. A veš, ne vem, kaj s temi našimi rokami nekaj, ali pa sem z mojimi nekaj narobe. Ja. Res to je toliko zanimivo te roke. No, takrat sem opazil tako, en tak post sem si naredil in pa se vse vidi, ne. No, pa sem pa zamenil družbo, ker res nisem več pasal, ker oni so bili pijani, jaz nisem bil, meni je bilo brez veze, pa sem pa malo dobil družbo za nakor. Jaz sem zelo si želel na koru pet, ampak nisem pasal tja, tak bumbar, kako už tam gor prišel, ko so sami sveti, ne, a veš. No, ampak pojme pa zborovodja enega Jure Dolenčev, Dobravčev, vsega mogoče kdaj poznate, on je fajn, me je enkrat s Češence je rekel, Joško, daj prid k nam pet, sem rekel, a res, jaz nisem jaz to, no, pa smo hodili na tiste pevske vaje, mi je bilo super, ampak ženske so bile tako dolgočasne, ker so bile vse take čiste, joj, to mi je bilo tako, možakari pa tudi tako vse čisto, jaz sem pa še takrat klev pa vse skupaj, tako da sem bil kar malo bogi. Ampak pa so me počasi upeglali, pa sem začel pa pet pri mašah, pa se je pa začel meni en življenje odpirati. Jaz sem bil tako rad pri mašah, to sem bil star 22 let, 13 let sem imel, ko sem šel pa k Birmi. In jaz sem šel po Birmi ven iz cerkve. No in tukaj je bil prvi prihod nazaj v cerkvo in jaz bi bil. Skratka, tista prelomnica se je zgodila vmes, ja, ta moj sesutje, in takrat sem jaz začel v bistvu sebe odkrivati, kdo sem. In ko sem razlomljen, 4. faza, ki jo vsi živimo, sem pa podarjen. Se pa lahko podarim.
ker ne mislim več drug na drugega, sem hrana, sem užitelj. Ja, tukaj imajo pa vsi od mene nekaj. Ja. Zdaj pa moje vprašanje. Vsi se tle gibljamo, smo izbrani, poklicani, smo blagoslovljeni, smo razlomljeni in smo dani v hrano. Kje mi živimo ta trenutek? Kje doživimo ta trenutek? Te štiri naše dimenzije življenja, zelo močno. Kje jih doživimo? Kje jih živimo? Da sem vzet, blagoslovljen, razlomljen, dan v hrano. Kjer dogodek v življenju, našega življenja se to zgodi močno? Pa kje? Kje? V družini? Kje? Sem vzet, izbran, poklican, blagoslovljen, razlomljen in dan v hrano. Kje se to zgodi najbolj močno? No, Maša. Mi v bistvu cel življenje živimo Mašo in Bog Oče, zdaj bomo pa mogoče še bolj razumeli. Zato je Bog Oče nas to kliče v Mašo, ker to je moje življenje, se tam zgodi. Naredim ga pa skupaj z Jezusom in vsakič znova sem bolj užiten, bolj užitna. In ker bomo vse pojedli, ker bo vse tole vse spraznjeno, tale špeh, pa tole, te kosti, pa to, bom pa samo rekel, Oče, glej me, ja, in pride čas. Ja. Mi cel življenje, tako po John Henry Newman, ki pravi, vsi živimo naše življenje s sveto Mašo, to liturgijo. Ja. In zdaj bi mogoče še pogledali tale filmček. Zdaj pa vidite, pa res težko okoli ogla gledali. 20 minut, daj pejte tamle, ta konc, ali kako, a vidite tle gor na tale? Tok, da vsi vidite, no. Sabo sem pripeljal, prišel je z mano Nik Vujčič, a ste že slišali za njega? Kaj ste slišali o njem? Kaj to pomeni, da je invalid? Nima rok, nima nog, tle te videli na nogi, ima in tak štrcel. Ja. Starša sta, oče je Srb, zato je Vujčič, ja, na koru se bo super zdaj videlo. Mati je Avstralka. To. Ki je bil star 13 let, a se spomnite kaj, saj to veliko že vam povedal. Pri 13 letih je nekaj hotel narediti, a kdo kaj ve kaj? Ja, poskus samomora je bil. A kdo ve na kakšen način? To je vse vam že povedal. Utopiti se je hotel, ja. Mati pa ati, mami pa ati sta šla od doma in on je načrtoval ta samomor, tako da bo natočil v bano si vodo, tako ne zna plavati, bo pač potonil k kamen. Ja. Zdaj pa pazi to, on to res naredi, gre res tudi ležati v to bano, ampak zdaj pa matere. Mati pa glih za nalašč v tistem trenutku nekaj pozablja doma, sej to veste, da večkrat so te cahni, da se bo nekaj zgodil, pa matere posebej veste, ki imate ta način, prišla noter, ga je rešila, ja, in veste, se je sprašvala, zakaj je to delal. In potem je bilo jasno, je rekla, nikoli mi ni povedal mulc, da njega zafrkavajo v šoli. Ja. In v njega je prišla ideja, da je on napaka narave. On je napaka narave. On ni vreden, da živi. Ja, tako je on si prenesel v svoje življenje. In je mogel ta trenutek doživeti, to je ta razlomljenost, ne? In po tistem trenutku je mami in ati sta bila še bolj pozorna in se začela pogovarjati, začeli moliti skupaj in on je med ono molitvijo razumel, 16-leten poj kasneje, koliko je on dragocen. Ja. Zdaj on
ima 5 otrok, 4 ali 5 otrok, sem malo pozabil, ampak so luštni, ker so tako, vse pejte na Google danes popoldan, ker te imel čas, ker bo sonce šlo za gori, ker imamo mraz, boste videli, ta mali so tako veliki, kot on, ja, otroci njegovi, žena pa lepa, ja, lepa, ja, tako, ampak, ja, to, ne vem, ni to pomemben. No, in je naredil tale film, ki mi je zanimivo, ker mi je Tomaž rekel, da ga je prvič gledal, lih tebe sem mislil, da je, to je naredil sam, je režiser 20-minutnega filma in je rekel, glejte ga, po cerkvah ga glejte, in ga bomo tudi mi si pogledali, čakaj sem, da pridem ura, fajn je, super, bomo li fajn. Jaz sem ga pa spoznal, ta filmček, pa Nika, ker sem bil na Primorskem, to je bilo leta 2010, 11, je bil Bonifico, je prišel kot gost in so ga prinesli tako eno tako mizo kot krompir, kot žakelj krompirja so ga prinesli, no in pa je on rekel, imate roke, bratje, imate noge, bratje, kaj z njimi naredite? Ja. Meni so se usule solze, sem rekel, paš. Pripeljal sem pa jaz mladino, da bodo videli njega, sem pa jaz rabo tisto srečanje. Pa jaz pa mi bilo naroden pred mladino, so mi kar solze tekle, ker sem videl, jaz sem zdrav, ta je tak, pa koliko naredi, ne. No in pa jaz sem malo se skrival pred mladino, da je bil, pa sem še pa k njemu, res sem se mu zahvalil, tako, kot brata sva bila, no, sej on res vsakmu pokloni to bližino zelo močno, kot da skup živiš, ja, kot da skup, a veš, on ta občutek ti da, ker je tako prečiščen, nič nima več za sebe, vse je za druge, ja, tako močno. No in si ima zdaj pogledal tele filmček, potem bo pa kakšna stvar pokomentirali. Zdaj pa, če se lahko tele luči malo ugasnejo, mene pa tudi se ugasne, nam želim lepih 20 minut. Ker ostane takale svetloba. Tako se zdaj malo obrnem k sosedu, pa k sosedi, k bližnjemu, pa malo si povejte tako minuto. Kaj je bistvo tega filma zate? Kaj ti pove, k čemu te spodbudi? Čistko, minuto. Se obrnem k sosedu, kaj zate pomeni sporočilo tega filma? Mirno klepetate lahko. Ja. Kaj zate sporočilo tega filma za tvoje življenje, zate pomeni? Zelo dragoceno je to ubesediti, kar čutiš, kar pomatraj se najdeti besede. Kaj zate pomeni vsebina tega filma? Še 20 sekund, da v časovni pritisk. 15 sekund. 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zoper zvok. To, ama kdo kakšno idejo, kaj sporočilo tega filma?
Kako? Sporočilo tega filma bi bilo. Kako? Ne? Ne obupaj. Še kaj? Pomagaj. Še kaj? Vreden si. A ste videli čudovit si, mu je rekel. Kaj še bi pa odgovor na to? Na začetku? Prehudo je bilo. Gnus. Ja, ne verjamem. Ja, vreden si. Še kaj? Bog dela čudeže. Kje je vrh tega filma? Vsak film ima nekje en vrh. Kje se naredi taka prelomnica za našega Vila, za našega Nika, da začne res živeti? Kdaj začne on res živeti? Kje je tista prelomnica v tem filmu? Voda je že kasneje. Voda je že posledica tega, da se že bori za življenje. Kako? Ker se je sam pobral, ima že moč od prej, sprememba se je prej naredila, zdaj se samo že posledice spremembe. Kje je sprememba tistega, da je on začel drugače živeti? Ali pa, kje? Kje? Prazen stol, ne, ne kasneje. Kdaj to? A na začetku že? Aha, na začetku plunca, ki mu je reden, ne. Takrat mu je začel dogajati. Nekje se začne zgoditi, da reče, aha, še malo naprej, še večkrat naprej. A se spomnite Puščave? Čisto vse prazno. Oni tam pokažejo, oni pa čisto sama, se ga spomnite? Tam mu je direktor nekaj govoril. Kaj mu je govoril? Ti si izguba, z tebe nič ne bo. To, kar si v življenju poslušal, kaj pa on naredi? Kaj pa on naredi? Nehaj to govoriti. To je tisto, kar se je on začel boriti za sebe. Nehaj to govoriti. To nisem jaz. Zakaj to praviš? In kaj mu on odgovori? Ker ti to verjameš. Ja. In potem začne se pa ta borba, da res začne živeti. Kaj, če bi ga direktor pobral tam? No, ste videli, kako je kot najstnik spet, daj me pober, nič ne morem, mami, ne morem tega, ati, tega ne morem jaz, to je preveč za mene. Kaj, če bi ga takrat pobral? A? Ta padec bi bil nekje drugje potreben. Ja. Kaj mu je pa dal moči, da je šel on naprej, poleg prej, da se je uprl, ne, to mi govoriti, kaj mu je dal moči, da je on vstal? Ene besede so bile, so zelo pomembne. Kdo bo je to rekel? Kdo mu je to rekel? Direktor mu je rekel, ratal ti bo, uspel ti bo. Veste, to je toliko pomembno, da ni on namest njega naredil, tako kar je včeraj Luka rekel, mi lahko molimo za drugega, namest tebe pa ne morem. Lahko ti pomagam, namest tebe pa ne morem narediti tega. Ja? In to je ta ljubezen Boga Očeta. Bil je zraven, ej, sine moj, ratal ti bo. Ja, pa je on spet še malo in se začne postavljati. Kdo je vesel, ki se prvič postavi na noge? Kdo je vesel? On sam. Ej, a vam je kdaj, ko vam je ratal nekaj, a ste se že nagradili tako, pa ste rekli, ej, tole mi pa dobro ratal. A ste se že kdaj nagradili? Ali pa s kakšno potico spekla dobro, pa ste rekla, ta je pa dobro ratala. A ste se že kdaj nagradili? To je potrebno. To je za samozavest potrebno. Res, za zdravje tvoje, dušno. Ej, ratal mi je. Ampak pa on ne more tako sam živeti s svojimi uspehi. Ne? Stvari smo dobili, da jih delimo. Mora jeti k skupini. Skupina je še daleč za njega. Še voda pride vmes. Ne?
tukaj je ta voda, ki je bila za njega prej skoraj smrtna, je bila za njega spet očiščujoča in glejte, tle se zgodi pa nekaj, kar je pa Jezus zelo močno zamislil. Človek ne more živeti sam. Ne more. Glej, se lahko sam veseliš, pa sam jokaš in tako naprej, ampak to nikamor ne pele, rataš čudak. Ker imaš pa enkrat skupnost, ki ji pripadaš, glej, koliko nas je. Pa ker ti noter dajo za živeti, pa za dihati, pa se lahko razvijaš, tukaj postaješ pa res čudovit. Ja, in si močan in tukaj cela skupnost doživi veliko. Kdo se najbolj veseli njegovega uspeha, ki pade on v tist čeber? Kdo se najbolj veseli? A ste videli direktorja? A ste videli njegove prijatelje? Do solza so se ga razveselili. Vsem je dal moč, vsem je dal ta veselje, da se. Ja. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Koga si je Nik Vujčič zamislil v tem direktorju? Koga ponazarja ta direktor Mendelsohn v tem filmu? Boga. Koga še? Boga? Koga še? Očeta. Kakšnega očeta? Tebe kot oče? Vsako avtoriteto. Ja. Bog je najvišja avtoriteta, zdaj pa starši, jaz bi vam danes tako rekel, pa bomo v soboto še mogoče nadaljevali, zdaj, ki so že otroci lačni, mi pa tudi, ne, smo že malo lačni. Jaz sem pa že. Ja. Ampak ne, skudi. Lejte, Bog kot oče, to je toliko čudovito, se nas je zamislil in lej si zamislil, ki te je poklical v življenje, on je točno vedel, kaj dela s teboj in ti je dal klic žene, moža, atija pa mamice. Ja. Potem je tudi nam dal klic posvečenega življenja, če bi si mi to zmislili, pejte od nas preč, res, smo nevarni. Ja. In ta klic, ki imamo mi od Boga, to poslanstvo, ki imamo od Boga, tukaj smo v bistvu mi tudi njemu podobni najbolj, ko ustvarjamo. Vidva kot mož pa žena, lej, kaj vse ustvarjata. In Bog dej, no, da bi to videla. Mi, posvečeni, vidite župnika, kaj vse ustvarja, nas bolj vidijo tam, kjer živimo. Ja. Tako da bi danes res se zahvali drug za drugega. Pa se zdaj zopet obrni, po večini imate može pa žene, ali pa ste skupaj, pa se takole malo potreplejte, pa rečete, hvala ti, da si moj, moja, daj to pa naredite. Tisti, ki jih pa nimamo, pa tako rečemo, ja, drugače. Daj kar obrnem se k ženi, pa k možu, če ga ni zraven, ga tako malo v mislih primi za roko, pa ga blagoslovi, objemi. Ja. A vam je kaj naroden? Nič ni treba. Ja, ja, to. Lep popoldne, pa res hvala vam za tako zbranost, pa za takole, da ste tako pričevalci, no. Dajte si zaploskati, res si dajte zaploskati. Res.